Lepo pozdravljene, cenjene gledalke in cenjeni gledalci in dobrodošli na predavanjih, na katerih vam v okviru digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije na jedrnat in praktičen način predstavljamo temeljne informacije z področja regulative digitalnega okolja, prava intelektualne lastnine, oglaševalskega prava in širšega področja prava informacijske družbe. Moje ime je Jaka Repanšek in s področji digitalne regulative, o katerih bo tekla beseda na naših predavanjih, se ukvarjam že več kot 2 desetletji. Spoznali bomo temeljna znanja širokega področja digitalne regulative, pri čemer poseben poudarek namenjamo aktualnim predpisom, ki jih Evropska unija sprejema v okviru tako imenovanega Evropskega digitalnega desetletja. Prihodnost vseh nas temelji na digitalnih kompetencah. In sestavni del digitalnih znanj je tudi poznavanje temeljnih predpisov, ki oblikujejo, usmerjajo, regulirajo in okvirjajo naš skupni digitalni prostor. V njegovem središču pa je osveščen posameznik, ki pozna vsaj temeljna pravila digitalnega komuniciranja in poslovanja, pri tem pa se dobro zaveda svojih temeljnih pravic in obveznosti. Lepo pozdravljeni. Tokratno predavanje bo namenjeno temi pravnih vprašanj uporabe umetne inteligence in evropske perspektive na tem področju. Preden gremo na posamezne določbe osnutka akta o umetni inteligenci, se vprašajmo morda čisto nekaj preprostih, tako malce bolj lahkotnih vprašanj glede čisto vsakodnevne uporabe orodij, ki so podprta za umetno inteligenco. Dostikrat se vprašamo, kdo je pravzaprav avtor recimo nekega dokumenta, ki ga izdelamo, denimo s pomočjo nekega bota, ki je podprt z umetno inteligenco. Denimo, da v ChatGPT ali v Bard vnesemo nek iskalni oziroma nek niz ukazov in naložimo orodju, da nam izdela denimo nek pisni dokument. Kdo je torej avtor? Smo avtorji mi? Je avtor organizacija, ki stoji ali podjetje, ki stoji za orodjem umetne inteligence? Je morda avtor kar orodje umetne inteligence samo? No, to zadnje zanesljivo ni mogoče, kot smo se že naučili tudi na nekaterih drugih predavanjih, se je avtor, vsaj v Republiki Sloveniji, lahko le fizična oseba. Kdo je torej avtor? Kdo si lahko pripiše tako moralne kot materialne avtorske pravice? No, to je samo ena od številnih dilem, s katerimi se srečujemo na področju prava in etike umetne inteligence. Enoznačnega odgovora na to uvodno, malce bolj lahkotno vprašanje ni. Lahko, da smo avtorji mi, imamo torej materialne avtorske pravice, vsaj na tistem delu gradiva, ki smo ga aktivno soustvarili z klepetanjem z nekim, recimo, botom. Lahko, da so to tisti, tako trdijo recimo določena strokovna združenja avtorjev, nekatera strokovna združenja avtorjev v ZDA, da bi jim morale pripasti ustrezne licenčne oziroma avtorske pravice, saj je vendar orodje umetne inteligence za pripravo nekega odgovora, nekega dokumenta uporabilo lahko tudi avtorska dela, ki so splošno dostopna na spletu, po katerih je torej praskalo, brskalo, zbiralo informacije, podatke, oblikovalo neko bazo, iz katere nam je potem ponudilo ustrezen odgovor. Odgovora dokončnega na to vprašanje še ni. Sigurno, zanesljivo se bo pravna praksa, tako v Sloveniji kot v Evropski uniji, pa tudi na globalni ravni, v prihodnjih letih močno razvijala in spreminjala na tem področju, tako da bomo prišli do nekih bolj jasnih in bolj enoznačnih odgovorov. Denimo na tako vprašanje, kot je, kdo si lahko lasti avtorsko pravico na določenih delih, ki so ustvarjena tudi ali pa v celoti z orodji umetne inteligence. Ko govorimo o umetni inteligenci, in sploh, če smo v Sloveniji, moramo vendarle poudariti naslednje. Slovenija je bila v preteklosti nedvomno med vodilnimi državami pri razvoju umetne inteligence, globalno, vsekakor pa v Evropski uniji. Že pred desetletji so vrhunski strokovnjaki v Sloveniji raziskovali, ustvarjali, doprinašali k razvoju umetne inteligence in tudi danes se Slovenija še vedno uvršča med bolj razvite države na tem področju. Nikakor pa več nismo v svetovni špici.
V Sloveniji imamo izjemno veliko znanja na področju umetne inteligence, nekoliko manj pa je prav pretoka tega znanja v dejansko aplikacijo, v poslovne modele, v vsakodnevno poslovanje, recimo tudi na področju delovanja malih in srednjih podjetij. In tu bo v prihodnosti nedvomno potrebno storiti še veliko več. Naslednja trditev, o kateri se lahko vsi strinjamo, je, da je umetno inteligenco, glede na njen bliskovit razvoj in vpliv, ki ga ima na moderno družbo in ki ga bo imela na prihodnost človeštva, potrebno tako pravno kot tudi etično regulirati. Evropska unija na tem področju oblikuje verjetno najcelovitejši, najpomembnejši v tem trenutku regulatorni sveženj na področju umetne inteligence. Po angleško gre za Artificial Intelligence Act, torej akt o umetni inteligenci, pri nastanku katerega tvorno seveda sodeluje tudi Republika Slovenija v okviru institucij Evropske unije. Tudi v času našega predsedovanja, v drugi polovici leta 2021, so naši strokovnjaki in državni uradniki na tem področju storili pomemben korak naprej pri usklajevanju besedila akta o umetni inteligenci. Preden pa gremo na posamezne rešitve, ki se nakazujejo v aktu o umetni inteligenci, omenimo še nekaj dilem. Ena izmed njih je iz leta 2023, iz prve polovice, ali je morda potrebno, glede na številna vprašanja, ki se porajajo tako na etični kot na pravni ravni, morda za nekaj časa nekoliko upočasniti, če ne celo zaustaviti razvoj umetne inteligence, vsaj na nekaterih področjih, za katera še nimamo jasnih odgovorov, kako in če bodo dejansko vplivala na razvoj naše družbe na vseh nivojih, seveda. In še nekaj. Akt o umetni inteligenci in kakršnakoli regulativa umetne inteligence je vpeta tudi v druge regulatorne svežnje, o katerih smo med drugim tudi govorili na naših videopredavanjih, kot so recimo akt o digitalnih storitvah in seveda tudi na področju varstva osebnih podatkov, varstva zasebnosti, splošna uredba o varstvu podatkov GDPR in akt o umetni inteligenci gresta seveda z roko v roki. Akt o umetni inteligenci nikakor ne regulira drugače varstvo osebnih podatkov, pa varstva podatkov na splošno, kot to že regulirajo druge uredbe in predpisi z tega področja na nivoju Evropske unije in tudi na nacionalnih nivojih. Pa vendarle pomembno bo vplival na uporabo umetne inteligence v prihodnosti, tako v malih in srednjih podjetjih, večjih podjetjih, organizacijah, kot v družbi na splošno. V nadaljevanju si najprej poglejmo kontekst uporabe oziroma kontekst, v katerega Evropska unija umešča uredbo o umetni inteligenci. V Evropski uniji smo se odločili za na človeka osredotočeno umetno inteligenco. Evropa si želi tu postati vodilna regija v svetovnem merilu pri razvoju in uporabi vrhunske, etične in varne umetne inteligence in pri spodbujanju na človeka osredotočenega pristopa v globalnem kontekstu. Tako kot na področju varstva osebnih podatkov, ki se je potem nekako materializiralo skozi splošno uredbo, torej GDPR, tudi tu želi Evropa biti prva, postaviti standarde na globalni ravni, biti na nek način globalni regulator na področju umetne inteligence. Umetna inteligenca, izdelana v Evropi, ki izpolnjuje pričakovanja državljanov, naj se odziva na družbene potrebe in pa seveda po drugi strani mora tudi spodbujati konkurenčnost podjetij v Evropski uniji. V Evropski uniji smo se nadaljnje odločili za koncept zaupanja vredne umetne inteligence kot nekakšna konkurenca splošnemu pristopu v nekaterih drugih regijah, denimo v ZDA in na Kitajskem. In katere aktivnosti na področju sprejemanja splošne strategije Evropske unije in tudi Slovenije na področju umetne inteligence in pa samega akta o umetni inteligenci smo do sedaj že opravili oziroma jih lahko izpostavimo. V februarju 2020 je Evropska komisija objavila Belo knjigo o umetni inteligenci. Ta je bila objavljena skupaj z strategijo o digitalizaciji in podatkih v Evropski uniji in je dostopna na spletnih straneh Evropske komisije. V maju 2021, torej tik pred začetkom predsedovanja Svetu EU strani Slovenije, je vlada Republike Slovenije sprejela nacionalni program za umetno inteligenco, zelo obsežen dokument,
ki ureja oziroma določa prioritete in smeri razvoja in aplikacije seveda umetne inteligence v Sloveniji v daljšem časovnem obdobju. Ta je tudi dosegljiv na spletnih straneh vlade oziroma Ministrstva za digitalno preobrazbo. In katere so trenutno predvidene aktivnosti ali pa katere aktivnosti potekajo in so še predvidene glede sprejema torej tega celovitega akta uredbe o umetni inteligenci na nivoju Evropske unije. V letošnjem letu, torej v letu 2023, poteka usklajevanje med tremi institucijami Evropske unije, Svetom EU, Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo, tako imenom trialogu, v katerem se brusijo še zadnje podrobnosti glede vsebine akta o umetni inteligenci. Pričakovati je, da bo ta sprejet do konca leta 2023 ali v začetku leta 2024 in potem po določenem prehodnem obdobju bo tudi začel veljati in učinkovati v vseh 27 državah članicah Evropske unije. V Evropski uniji imamo torej na vrhu zaupanja vredno umetno inteligenco, ki je osredotočena na človeka za človeka. Ta koncept, ta strategija pa je nekako sestavljena iz dveh stebrov. Na eni strani imamo odličnost in na drugi strani zaupanje. Seveda do odličnosti ne moremo brez dobrega razvoja, raziskav in razvoja na področju umetne inteligence, ki so potem tudi aplikativne za dajanje na trg. To se pravi razvoj modulov, razvoj konceptov, razvoj orodij umetne inteligence je na prvem mestu in pa seveda njihova aplikativnost v vsakodnevnem življenju, tudi v vsakodnevnem poslovanju malih in srednjih in drugih podjetij. Na drugi strani pa imamo steber zaupanja. Brez zaupanja umetna inteligenca ne bo mogla doseči vseh tistih ciljev, pa vseh tistih koristi, ki jih lahko doseže za družbo nasploh. Ne le za gospodarstvo, temveč za družbo nasploh. In še enkrat, v središču razvoja umetne inteligence, v središče razvoja je Evropska unija postavila človeka in njegovo korist. Seveda, da pridemo do zaupanja, je na prvem mestu potrebna ustrezna regulativa. Ta se sedaj reflektira najprej v aktu o umetni inteligenci, v uredbi o umetni inteligenci na nivoju Evropske unije. Zanesljivo pa bodo v prihodnjih letih sledili še številni drugi regulatorni ukrepi, regulatorni svežnji, predpisi, tako na nivoju Evropske unije, kot na nivoju posameznih držav članic. In ko govorimo o regulativi čisto splošno, moramo najprej pomisliti na zdravje, varnost in temeljne človekove pravice kot osrednji cilj in pa seveda to aplicirati na enoten trg, enoten digitalni trg v Evropski uniji, kar je tudi osrednji cilj Evropskega digitalnega desetletja, kot je temu rekla Evropska komisija ob začetku svojega mandata. Torej vstopili smo v Evropsko digitalno desetletje, ki naj čim bolj poenoti predpise na enotnem digitalnem trgu Evropske unije. To se najbolj, kot smo že večkrat poudarili tudi na naših video predstavitvah, reflektira skozi dejstvo, da Evropska unija na področju regulacije enotnega digitalnega trga se vse bolj poslužuje uredb, torej regulatornih svežnjev, ki enako veljajo, enako učinkujejo, neposredno učinkujejo v vseh 27 državah članicah, ki torej nadomeščajo mestoma direktive, ki so predtem urejale posamezna vsebinska ali pa procesna vprašanja na digitalnem trgu Evropske unije. Pri uvajanju umetne inteligence se je Evropska unija odločila za tako imenovan risk-based approach, torej pristop, ki temelji na oceni tveganja. Tveganja uvajanja umetne inteligence so različna. Povsem nedovoljene prakse so uvrščene med povsem, nedovoljena tveganja in v nobenem primeru ne bodo dopustna, ko gre za uporabo orodij umetne inteligence. V Evropi ocenjevanja posameznikov, podajanje nekih socialnih ocen glede na njihovo obnašanje v družbi ne bo dovoljeno izvajati in pri tem uporabljati orodij umetne inteligence. Potem imamo drugo stopnjo tveganj ali pa pristopov pri implementaciji umetne inteligence v različne dejavnosti v naši družbi, tudi v poslovanje podjetij, ki jih lahko označimo kot visoko tveganje. High risk. Ta bodo dovoljena, vendar bodo seveda podvržena zelo pomembnim preizkusom, ocenjam tveganja, preden bodo uvedena v različne storitve, module, produkte, storitve in tako dalje. To se pravi, gre za
orodja ali pa za uporabo umetne inteligence, ki jo lahko označimo kot zelo tvegano ali high risk. Potem imamo naslednjo stopnjo, če je bila prva, ki sem jo omenil, povsem nedovoljena, označena z rdečo, je druga označena z oranžno, prišli smo do neke rumene barve in bomo temu rekli neko tveganje na področju transparentnosti ali transparency risk. Tu recimo pridejo v poštev že vsi boti, o katerih danes govorimo. Ta uporaba umetne inteligence seveda bo dovoljena, vendar bo podvržena strogim zahtevam glede informiranja uporabnikov, posameznikov, glede načina in vrste uporabe umetne inteligence in pa torej bo potrebno na tem področju delovati maksimalno transparentno. No in potem je še neko zeleno polje, ko govorimo torej o risk-based approachu ali o ocenah tveganja uporabe umetne inteligence, kjer je tveganje minimalno oziroma ga ni in kjer bo uporaba orodij umetne inteligence dovoljena brez vseh omejitev. V nadaljevanju si poglejmo, katerih področji uredba o umetni inteligenci ne ureja. Na prvem mestu ne ureja vprašanj povezanih z vojsko, obrambo in nacionalno varnostjo. Nadalje ne ureja področja javne uprave oziroma mednarodne organizacije, če ta sodeluje z Evropsko unijo na podlagi mednarodnih dogovorov za sodelovanje na področju javne varnosti ali na primer sodišč. Nadalje ne ureja področja znanosti in raziskav. Prav tako pa tudi ne ureja področja zasebne neprofesionalne uporabe strani fizične osebe. To so torej področja, ki se jih uredba o umetni inteligenci ne dotika. Katere so tiste prakse, ki jih uredba o umetni inteligenci prepoveduje? Prepoveduje škodljivo uporabo podzavestne tehnike, prepoveduje izkoriščanje ranljivosti določene skupine, prepoveduje socialno rangiranje in prepoveduje v realnem času oddaljen biometrični identifikacijski sistem na javno dostopnih mestih strani organov kazenskega pregona, razen pod zelo striktnimi pogoji. To so torej področja, ki so označena kot prepovedane prakse v osnutku uredbe o umetni inteligenci in bodo kot taka tudi pomembno vplivala na digitalno komuniciranje, digitalno oglaševanje in digitalno poslovanje. Poglejmo si še podrobneje, kako bo uredba o umetni inteligenci vplivala na digitalno poslovanje, digitalno oglaševanje. Akt o umetni inteligenci, uredba o umetni inteligenci bo imela številne posledice za digitalno oglaševanje, predvsem zato, ker se umetna inteligenca vse pogosteje uporablja v denimo marketinških aktivnostih na spletu, na primer prilagojeno oglaševanje. Umetna inteligenca se lahko uporablja za ciljanje oglasov na posamezne potrošnike na podlagi njihove zgodovine brskanja, zanimanj in drugih podatkov. Na tem področju bo torej uredba o umetni inteligenci zanesljivo, natančneje določila, regulirala tudi uporabo umetne inteligence na področju digitalnega komuniciranja in digitalnega oglaševanja. Nadalje, na spletu se pogosto uporabljajo samodejne trženjske akcije. Umetna inteligenca se uporablja za avtomatizacijo trženjskih nalog, kot so recimo trženje po elektronski pošti, trženje v državnih medijih in pa recimo optimizacija iskalnikov. Tudi tukaj bo zelo pomembno, kako bo uredba o umetni inteligenci ta področja natančneje opredelila. Gremo naprej. Klepetalni roboti, virtualni pomočniki so seveda sestavni del digitalnega komuniciranja in digitalnega oglaševanja. Klepetalne robote in virtualne pomočnike poganja umetna inteligenca in jih je mogoče uporabiti za zagotavljanje recimo storitev za stranke, za podporo strankam ali pa za ustvarjanje potencialnih novih strank in prodajne procese. Akt o umetni inteligenci nadalje določa ali pa opredeljuje številne zahteve za razvoj in uporabo umetne inteligence v digitalnem poslovanju, komuniciranju in oglaševanju, vključno z preglednostjo in odgovornostjo. Podjetja bodo morala biti pregledna glede uporabe umetne inteligence v svojih tržnih dejavnostih in bodo odgovorna za rezultate svojih sistemov umetne inteligence. Odgovornost sicer bo urejena v ločeni direktivi poleg uredbe o umetni inteligenci. Na drugem mestu je pravičnost in nediskriminacija. Sistemi umetne inteligence morajo biti pravični in nediskriminatorni. To pomeni, da ne smejo uporabljati za sprejemanje odločitev umetne inteligence, če bi takšna uporaba povzročila diskriminacijo določenih skupin ljudi. In nenazadnje spoštovanje zasebnosti, kar smo že večkrat poudarili. Tu gre uredba o umetni inteligenci z roko v roki za splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, varstvu podatkov GDPR. Sistemi umetne inteligence morajo spoštovati zasebnost uporabnikov. To pomeni, da bodo morala podjetja
poleg določb, poleg zahtev, ki jih postavlja splošna uredba o varstvu podatkov GDPR, zbirati in uporabljati osebne podatke na odgovoren in etičen način, tudi na podlagi uredbe o umetni inteligenci. Kako konkretno pa bo uredba o umetni inteligenci vplivala na digitalno oglaševanje? Na prvem mestu lahko rečemo, oglaševalci bodo morali biti bolj pregledni glede uporabe umetne inteligence v svojih marketinških dejavnostih. To bo vključevalo zagotavljanje informacij potrošnikom o tem, kako se njihovi podatki zbirajo in uporabljajo, pa tudi o tem, kako se umetna inteligenca uporablja za sprejemanje odločitev o potrošnikih. Oglaševalci, spletni oglaševalci bodo morali zagotoviti, da so njihovi sistemi umetne inteligence pravični in nediskriminatorni. To lahko vključuje izvajanje revizij njihovih sistemov umetne inteligence za prepoznavanje in odpravo morebitnih pristranskosti. Nenazadnje, ponovno poudarjam, oglaševalci bodo morali spoštovati zasebnost uporabnikov. To, še enkrat podčrtujemo, pomeni skladno s splošno uredbo EU o varstvu podatkov, torej GDPR, in drugimi predpisi o zasebnosti, tako na področju Evropske unije kot na področju nacionalnih držav članic. Kako naj se v našem podjetju torej pripravimo na uveljavitev uredbe o umetni inteligenci? Na prvem mestu preglejte svoje trenutne prakse umetne inteligence. Opredelite vse načine, na katere uporabljate umetno inteligenco v svojih marketinških in drugih dejavnostih pri digitalnem poslovanju in digitalnem komuniciranju. Ocenite svojo skladnost z aktom o umetni inteligenci. Ugotovite, so vaše trenutne prakse umetne inteligence skladne z zahtevami akta o umetni inteligenci, ta se v prihodnosti do sprejema verjetno ne bo več bistveno spreminjal in lahko to storite že danes. Že danes začnite z izvajanjem potrebnih sprememb. Če vaše trenutne prakse uporabe umetne inteligence niso v skladu z aktom o umetni inteligenci, naredite potrebne spremembe, da zagotovite skladnost. Ne čakajte, kajti uveljavitev tega akta, torej uredbe o umetni inteligenci, bo prišla zelo hitro. In nenazadnje, razvijte načrt za stalno skladnost. Razvijte načrt, kako boste zagotovili stalno skladnost z uredbo o umetni inteligenci. To lahko recimo vključuje izvajanje rednih revizij vaših sistemov umetne inteligence in po potrebi posodabljanja vaših politik in postopkov umetne inteligence. Nekaj podobnega, kot velja tudi za področje varstva osebnih podatkov, torej da ves čas pri svojem poslovanju vgrajujemo sisteme skladnosti na tem področju, torej na področju umetne inteligence, v vse svoje storitve in produkte. To bo izjemno pomembno, ko bo enkrat uredba o umetni inteligenci tudi stopila v veljavo.